Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v vroči temi v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Je že konec leta 2025 in priložnost, da se seveda ozremo v politično leto, ki je bilo zelo turbulentno, zaznamovano tudi z 2 izgubljenima referenduma za to vlado. Kopico zakonov, ki niso zaživeli tako, kot si je vlada predstavljala. O tem in še več. Pa tudi pogledali bomo seveda v leto 2026, samo še 3 meseci so do parlamentarnih volitev. O tem in še več se bomo nocoj pogovarjali s politologom, profesorjem dr. Mirom Hačkom. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kar težko je verjeti, da v bistvu ostane do konca tega mandata tako malo časa, samo še 3 meseci, ampak ni še zares čutiti tiste predvolilne kampanje, ne dogaja se še veliko, ponavadi kopica afer, ki jih vedno lansira ena stran pa druga stran. Kdaj se bo to začelo? Kdaj lahko pričakujemo, da bomo tudi prebivalke in prebivalci začutili, zdaj pa so volitve res blizu? 5. januarja. Torej v ponedeljek, takoj po božično-novoletnih praznikih, mislim, da je varno pričakovati, da se bo predvolilna kampanja, sicer zgolj še neformalna na začetku, začela povsem na polno, potem pa dober mesec kasneje v februarju tudi uraden začetek predvolilne kampanje. Volitve bodo zelo hitro. Zdaj že neke afere se napovedujejo, ne? Tudi Jernej Vrtovec v tem studiu je govoril, da pričakuje kazensko ovadbo in tako naprej, ne? Da se bodo v bistvu pred volitvami, da se bo marsikaj dogajalo, požare, mislim, da ravno včeraj o tem piše, da bo ena prvih tarč takoj po novem letu ravno Nova Slovenija. Ja, vse to je za pričakovati in se vedno na nek način dogaja pred volitvami, da vsaka stran poskuša izstreliti še tiste zadnje salve, najtežje salve iz svojih topov, ki jih pač imajo na zalogi. Je pa to treba vzeti vse v luči predvolilne kampanje z ščepcem soli, mogoče malo z distance pogledati in ne preveč resno vzeti. Zadnji meseci pred volitvami so tudi čas za kupovanje glasov, ne? Robert Golob je pri tem zelo uspešen, uzakonil je božičnico, ne? In zdaj res odmeva pravzaprav ta njegov nastop na javnem holdingu Ljubljana pred dnevi, ne, ko se je pojavil skupaj z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in ne povedal pred zbrano množico, ne, pazite, ko ga boste volili, tisti drugi vam bo božičnico vzel, jaz pa sem vam jo dal. Mislim, da še nisem videl, da bi pravzaprav politik tako odkrito priznal, da kupuje njihove glasove z božičnico. Ja, tu je treba imeti malo zgodovinskega spomina, bi rekel. Zdi se, da iz vlade v vlado, iz koalicije v koalicijo nekako so te predvolilne bombonjere pravzaprav težje in večje in bolj čokoladne na nek način, ne? V škodo državnega proračuna. Vsaka vlada ima idejo, da bo dala podarila volivcem neke bombončke, bombonjere ali pa cele kamione pravzaprav čokolade in potem računa, da bo to se na nek način izrazilo v večji volilni podpori. Tudi Janševa vlada, če se spomnite, delila razne bombončke, sicer zavite v neke covidne ovitke, ampak ni se zdelo, da bi to blazno vplivalo na rezultat takratnih volitev. Tudi ta božičnica, mislim, da prav velikega vpliva ne bo imela. Prvič je vendarle na nek način enkraten dogodek in je vprašanje, če bo še kdaj ta božičnica ugledala luč sveta, ne? Naslednja koalicija ima vso priložnost, da zadevo predrugači, morda ukine. In drugič, zdaj volilec, ki ima še 3 zdrave sive celice pri življenju, bo najbrž si znal zračunati, koliko bi v teh 4 letih Golobove vlade dobil z davčno reformo, ki jo je prejšnja koalicija uzakonila, ta trenutna Golobova koalicija pa ukinila, in bo ugotovil, da je božičnica zelo majčkena drobtinica v tem kolačku, ki ga je izgubil, ne. Pri meni konkretno lahko rečem, da bi 5-krat več dobil, če bi tista davčna reforma obveljala, kot bom zdaj dobil s to božičnico, ne. Torej, vzeli so mi 5-krat več, kot bomo mi zdaj dali nazaj, ne, tako da. No, saj konkretno mislim, da časopis Finance je bil prvi, ki je to zračunal, ne, že kakšno leto in pol nazaj. 55 evrov na mesec pri povprečni plači je dobil državljan manj zaradi ukinitve prejšnje davčne reforme Janševe vlade. Skupaj se je to na leto nabralo v bistvu nekaj več kot 600 evrov. Zdaj, če tukaj dodava še davek na dolgotrajno oskrbo, ki na leto pride povprečno človeka okrog 300 evrov, ne, je to že
če računava že skoraj 800-900 evrov. Ja, tako je. Torej, povprečen državljan najbrž nima prav težke naloge, da si na nek način zračuna na svoji konkretni situaciji, koliko bi potencialno dobil, koliko je izgubil skozi različne davščine, skozi ta mandat. Res pa je, tu pa je treba povedati, da slovenski volilec tradicionalno pravzaprav ne glasuje preko svoje denarnice. Doslej na volitvah denarnica ali pa razmislek o tem, kaj bo moja predvolilna izbira naredila moji denarnici ali bo kaj dobrega naredila ali nekaj slabega, pravzaprav ni bilo v spredju. Slovenski volilec se odloča po drugih kriterijih. Je razlog, da se premalo pozna na žepu naenkrat, da ljudje na to v bistvu ne reagirajo? Ja, ne vem, kaj je razlog. Najbrž je na nek način politična in siceršna družbena klima. Na nek način vzamemo teh obljub na nek način resno pred volitvami ali pa jih vzamemo malo z rezervo. Potem pa, ko so uresničene, pa smo malo negativno presenečeni in malo premalo samokritični, ker smo tudi sami z volilno izbiro na nek način k temu pripomogli. In slovenska volilna kampanja je skoraj vedno zelo čustvena. Se pogovarjamo o tem, o čustvih, a je ta v redu, on je grd, on je dober, on je čisto zlo, in podobna terminologija in pa ideologija, ki je vedno znova v ospredju predvolilne kampanje. Blazno pomembno, kaj se je zgodilo pred 85 leti, ni pa tako pomembno, kaj bo tistih par tisoč evrov, ki jih bom izgubil zaradi napačne volilne odločitve v naslednjem mandatu. To pa je manj pomembno. Ampak če se še malce vrneva k temu nastopu predsednika vlade Roberta Goloba v družbi Jankovića, zdi se, da je ravno na to igral, na čustva ljudi. Oni drugi bom zdaj vzel, kar sem vam jaz dal. Ja, seveda, politika je igra čustev. Torej, dobri politik je tisti, ki zna zaigrati na čustva ljudi, da ljudje razmišljajo predvsem čustveno in manj racionalno. Seveda pa še zlasti tisti politik, ki na tem racionalnem polju ima manj pokazati, bo igral predvsem na čustva ljudi, na boj dobrega proti zlemu, na polarizacijo, na kar vidimo zdaj, da se močno igra. Torej na ustvarjanje političnega okolja, politične klime, kjer nas pravzaprav na nek način silijo, da izberemo tega ali onga, levega ali desnega, in vmes pa ni nič, nikogar. Tretje opcije na nek način ni in ta dva hegemona na levi in na desni pravzaprav skrbita za to, da ne pride niti do možnosti te tretje izbire. No, se do tja še prideva, ampak zdaj, ko gledam kampanjo, na nek način smo že zajadrali v to predvolilno kampanjo, vsaj na socialnih omrežjih. Svoboda se je zdaj zelo angažirala tudi preko podmladka, da opominja ljudi, božičnica še 2 dni, še en dan, jutri je božičnica. Skratka, ta vojna na socialnih omrežjih, mislim, da doslej še ni videna v slovenskem javnem prostoru, bo verjetno odigrala ključno vlogo na prihodnjih parlamentarnih volitvah ali ne. Vidimo, koliko influencerjev se je pojavilo tudi na desni, pa na levi, in se zdi, da imajo kar dosegajo visoke uglede in politiki tudi to prepoznavajo in hodijo v nenovinarske podcaste, pogovarjajo se z influencerji, kjer lahko govorijo pravzaprav brez kritičnega vprašanja. To bo očitno ena zelo pomembna sfera, kar se tiče volitev. Ja, zdaj nekateri moji kolegi, ki se malo bolj spoznajo na to na medijsko področje, so postavili tezo, da bodo prihajajoče volitve najbrž zadnje, kjer bodo tradicionalni mediji še odigrali neko vlogo, ne prav velike, ampak neko vlogo, torej radio, TV, časopisi, koliko še obstajajo v Sloveniji, da bodo imeli neke vloge, večjo vlogo bodo pa prevzela družbena omrežja, podcasti, kot je ta recimo, in podobno, torej ta je novi, tako imenovani novi mediji, ki bodo pa njihova pomembnost se bo iz volitva še samo povečevala. 2030 bodo najbrž prve volitve, kjer bodo pa ti novi mediji sploh prvič odigrali odločilno vlogo, in na nek način vidimo, da politiki to prepoznavajo, vedno več je na nek način ponudbe, bom temu rekel, različnih pogovorov z različnimi podcasti, v katerih najbrž smo letos prvič slišali o nekaterih od njih, pa se tam pojavi vodja opozicije, se tam pojavi nekdo vodilna oseba iz trenutne koalicije in lahko
to pravzaprav poslušamo. Ne. Tako da menim, da bodo družbena mreža igrala pomembno vlogo in da bo tudi volilna kampanja na družbenih omrežjih najbrž precej bolj neprijetna, bom rekel, ne, torej grda, umazana, kot v tradicionalnih medijih, ker je to malo lažje na nek način kontrolirati. Občutek je, da jih tudi na Ministrstvu za kulturo to vsaj delno skrbi, ne, medijska zakonodaja je poskušala iti v to smer, da bi nekako ukrotili influencerje in dodali značko pravzaprav medijev in jih na ta način spravili pod kontrolo, kar se tiče svobode govora, recimo. Ja, ne zdi se mi, da je prav uspel v ta namena. Ne. Čeprav partnerka od predsednika vlade se je malo potožila nekaj dni nazaj, ne, da je nek tak pritisk na nekatere influencerje. Ne. Menim pa, da je to zelo težko na nek način regulirati in potrebovali bi pravzaprav na nek način vojsko inšpektorjev in regulatorjev, da bi to lahko natančno regulirali in se človek vpraša, ali ima to svoj smisel, ne? Pač je treba na nek način razumeti zakonitosti družbenih omrežjih in jih uporabiti. Rekli ste, da bodo prihajajoče volitve morda zadnje, ker bodo tradicionalni mediji res odigrali pomembno vlogo. Ena izmed mojih teorij, pa me zanima, kako vi razmišljate, je, ne, da v bistvu so vse pretekle volitve v Sloveniji v zadnjih 20 letih odločili pripadniki generacije baby boom, ki najbolj zaupajo tradicionalnim medijem, zdaj, ko imajo volilno pravico že kar nekaj let, pripadniki generacije Z, ki pa seveda dobivajo informacije, lahko rečemo, iz druge roke, torej preko družbenih omrežij, redko se sami lotijo gledati tradicionalnih medijev, ne? In očitno jim niti toliko ne zaupajo, da je morda to en razlog, ne, da bodo mlajše generacije počasi prevzele dominantno vlogo, tudi kar se tiče odločanja volitev. Me zanima, kako pač gledate na to in a je to tudi razlog, da ankete v Sloveniji vedno bolj grešijo, a je razlog drugje? Ja, tukaj seveda se možno strinjati, ne. Saj na nek način je logično, da sicer velja v Sloveniji, da so upokojenci tista najbolj zanesljiv del volilnega telesa in najbolj pridno hodijo na volitve, je pa seveda tudi po drugi strani res, da je baby boom generacija iz leta v leto manjša, ne, številčno gledano, in da prevzemajo primat mlajše generacije, ki pa so bolj zrasle z internetom, z mobilno telefonijo, z družbenimi omrežji in zato je toliko večji vpliv tudi vseh teh novih narekovajev tehnologija. Ne. Je pa še vedno res, seveda, da je upokojenska generacija 600,000 plus v Sloveniji, ne, zelo velika in da je možno pričakovati najvišjo volilno udeležbo ravno v tej kategoriji volivcev. V tej generaciji je verjetno polarizacija tudi največja, ne? Sigurno, ja. Bomo pa najbrž tudi opazovali najbolj divji boj, ali najbolj oster boj za glasove upokojencev. Tokrat pač ni na voljo tipične upokojenske stranke, oziroma so te tako marginalizirane, da so pravzaprav nepomembne, ne? In že en čas lahko pravzaprav gledamo na nek način boj tudi med temi največjimi strankami, kdo bo najboljš nagovoril upokojensko generacijo. Ne? Tudi konec koncev božičnica dobijo tudi upokojenci, a ne sicer v nekem manjšem delu, a ne. Se bo poskušalo tudi preko teh manjših bombončkov na nek način nagovoriti upokojence, dolgotrajna oskrba, ne, ker vidimo, kje smo. Tudi to je način, da se bo nagovarjalo to generacijo, ki je pač lojalna in načeloma ne spreminja svoje volilne izbire prav zlahka. Tako da tisti, ki bo uspel pripeljati najbolj lojalno volilno telo, zlasti v 60 plus kategoriji, torej tistih starejših nad 60 let, bo imel dosti dobre možnosti na teh volitvah. Bomo pa videli, ne, ali bo tudi kakšna od teh stranka generacije ali pa prebojeni Karl Erjavec uspel delček tega volilnega telesa odščipniti ali pa... Teflonski si je sam rekel, ne? Da, ali pa je čas že šel tu naprej, ne, in je prepozen. V bistvu je bila Desus edina res interesna stranka, ki je uspevala v slovenskem političnem prostoru. Ne, recimo poskušal je gospodarsko stranko že prej, ne, Alojz Kovšca, pa zdaj Marko Lotrič, pa tudi on se mora povezovati, ni
ni možnosti za uspeh neke interesne stranke v ta hip v Sloveniji. Pokojniška stranka pač je tista, ki nagovarja daleč največje volilno telo, najlažje jim je na nek način. Ne. Enkrat pred dolgimi leti je uspela tudi stranka Mladih Slovenije, če se boste spomnili, ne, pa je potem izginila že v naslednjem mandatu. Mladi pač niso toliko aktivna populacija in tudi ne toliko lojalna populacija, volilna populacija seveda, da bi se to dalo vzdrževati. Zdaj pa Desus je na nek način ugasnil, ne, in imamo situacijo, ko so ti volilni glasovi pravzaprav na trgu, na voljo, ne, in bodo šli tja k najboljšemu ponudniku ali pa tisti, ki bo znal najbolj pravilno, neposredno nagovoriti interese te generacije. V glavnem se bodo kopja tukaj lomila glede pokojnin in pa glede dolgotrajne oskrbe. Lahko si obetamo poplavo raziskav javnega mnenja v teh 3 mesecih do volitev. Po fiasku na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kakšno vlogo bodo po vaše ankete igrale v slovenskem prostoru? Zdi se, kot da jih ta hip nihče več ne jemlje resno. Ne? Ja, saj jih težko jemlješ resno. Ne? Po tem, kar se je zgodilo na zadnjem referendumu, ko so tako monumentalno pravzaprav zgrešili volilno napoved, je ankete težko jemati zelo resno, tudi glede na način, kako se te ankete v Sloveniji delajo. Ne bom izdal imena agencije, ki to počne, pa mislim, da tudi ni edina, ki to počne. Pač do mene so prišle informacije, da se uporabljajo stalni na nek način ljudje oziroma stalne posamezniki, ki ankete izpolnjujejo, ne? In da se nekateri ti posamezniki celo plačujejo za izpolnjevanje ne samo političnih anket, ampak različnih drugih anket, komercialnih anket, ki se tem ljudem pošiljajo iz teh agencij. In tukaj se človek vpraša, koliko je res so te ankete reprezentativne in koliko je vzorec naključen, ne? Če agencija natančno ve, komu pošilja anketo, potem seveda lahko tudi na nek način vpliva na rezultat. Če veš, kdo bo izpolnil anketo z imenom in priimkom, ker je volilni enoti stanuje in kako je na prejšnjih anketah se je politično opredelil, potem tu ni več reprezentativnosti in naključnosti. Ja, ne? Tako da se človek vpraša potem, koliko imajo te ankete potem še namen v resnici merjenja javnega mnenja in koliko je namen potem ustvarjanje nekega pa poskus vplivanja na javno mnenje. Pred časom sem dal predlog, ki se mi zdi pravzaprav na mesto, zlasti v slovenski realnosti, da bi morali ankete prepovedati v zadnjem mesecu pred volitvami, ne, in na ta način umakniti to možnost manipulacije volilnega telesa z različnimi anketami, ki potem v resnici ne pijejo vode in so bolj namenjene tišanju naprej tega politika in bom rekel pljuvanju onega drugega politika. Ne. Pa imajo vpliv na slovenskega volivca javno? Ne druga, imajo vpliv vsaj na tradicionalne medije, ki potem na podlagi teh anket izberejo ljudi, ki jih povabijo na tista soočenja. Ne. Zlasti komercialne televizije se, kot vemo iz zgodovine, zelo na nek način gleda na ankete in potem glede na rezultat na anketah naredi izbor povabljencev na soočenja. Vemo pa, da so tista soočenja, ki se zgodijo zlasti v zadnjem tednu pred volitvami, pravzaprav ključna. Vedno več imamo volivcev, ki pravzaprav si pogledajo zgolj eno ali dve soočenji v tistem zadnjem tednu. Vemo, da je tradicionalno najbrž četrtek zvečer možno pričakovati soočenje na nacionalni televiziji, petek zvečer pa še potem finalno soočenje na največji komercialni televiziji. In to sta dve soočenji, ki bo nek volilec, ki se sicer ne zanima za politiko, si morda malo pogleda, morda tudi zgolj v izsekih na družbenih omrežjih in si na podlagi tega izoblikoval mnenje, koliko grozen se to sliši, a ne, bo en tak trenutek lahko potem pravzaprav določil volilni rezultat. Ja, če teorija drži, da gre za poskus ustvarjanja javnega mnenja, pa verjetno vendarle tudi za merilce javnega mnenja na dolgi rok to ni koristno, ne? Bolj se bodo bližale volitve, bolj bodo vendarle morali biti točni pri svojih meritvah, sicer se jim lahko to maščuje. Ne? Ja, poslovno. Seveda.
po mojih informacijah tudi niso prav zelo srečni z dogajanjem na zadnjem referendumu, ne merilci javnega mnenja, ko je pač bilo očitno, da nekaj z objavljenimi rezultati teden pred referendumom ni moglo biti v redu, ne, glede na volilni rezultat. Takšna napaka se pač, takšni obrati v javnem mnenju se pač ne zgodijo, ne za 20% točk v zgolj enem tednu. Gotovo, je pa po drugi strani res, da morate vedeti, kdo plačuje te javnomnenjske ankete, ne, se ne izvajajo kar iz dobre volje agencija, ne, ker nimajo ravno kaj boljšega delati v soboto popoldne, pa gremo malo klicati ljudi, ne. To so pač dobro plačane, naročene ankete, plačujejo jih politične stranke, plačuje jih vlada nekatere, oziroma urad za komuniciranje, plačuje jih tudi mediji, ne, komercialna televizija, nacionalka in tako naprej, in tukaj se ne pogovarjava o nekaj tisoč evrih, tu gre za precej večje vsote. Zdaj, eno je tisto, kar potem mi dobimo na televiziji, v medijih interpretirano, te javnomnenjske raziskave. Druga zgodba pa so te ankete, ki nikoli niso objavljene, ki naj bi bile veliko bolj točne in jih stranke imajo, jih naročajo, ne. Merijo razpoloženje ljudi in slišati je, da jih pravzaprav na levem polu ta hip zelo skrbi, kakšno je realno mnenje. Je res to, obstajajo te skrivne ankete, ki so povsem drugačne od rezultatov videnih na televiziji? Saj ne gre toliko za skrivne ankete, gre za ankete, ki jih naročijo posamezne politične stranke, ki so potem narejene tako, kot je treba, ne, reprezentativno, naključno, ker stranke pač v resnici zanima, kakšno je trenutno stanje na terenu. Je pa res, da stranke nimajo potem interesa, da bi to vrstne ankete javno objavile. Sem pa tudi sam videl nekaj teh narejenih anket in se pomembno razlikujejo od tistih, ki so objavljeni v največjih medijih, Mediana, Nina Media in podobno. Razlika je v korist trenutne politične opozicije. Ni pa razlika tako ogromna, da bi rekel, da so ankete, ki so objavljene v javnih medijih, da so popolnoma zgrešile, ne. Razlika je tam nekje 4-5 odstotnih točk v korist. In pa večja je razlika pri nekaterih manjših političnih strankah, recimo pri listi gospoda Prebiliča, pri stranki gospoda Logarja se pa pojavljajo malo večje razlike. In ravno te stranke bi lahko potem odločale seveda o prihodnji koaliciji, do tja še prideva. Zdaj, rezultat referenduma, ste ga že omenil, ne, je bil presenečenje za vse nas. Kaj je po vaše rezultat tega referenduma pokazal? A vi menite, da je šlo spet za glasovanje proti vladi Roberta Goloba? 2 zaporedna referenduma je ta vlada izgubila. Lahko ta trend prenesemo na parlamentarne volitve, glede na to, da je obdobje od danes do volitev relativno kratko, neko javno mnenje pa se bržko ne oblikuje v nekem daljšem obdobju. Ja, po eni strani je šlo za glasovanje o zakonu, oziroma izrekanju za in proti zakonu. V večji meri pa po mojem mnenju je šlo v resnici za izrekanje o podpori ali pa nepodpori vladi. Mnogi volivci so šli na volišča zgolj zato, ker bi s tem, ko bi ostali doma, na nek način ne toliko pomagali zakonu, ampak pomagali trenutni vladni koaliciji, ki bi potem lahko razglasila zmago in na tem gradila, in so oddali glas proti zakonu zgolj s tem motivatorjem. Menim, da sicer zakon najbrž ni bil najbolj posrečen, ni bil tako dober, lahko bi bil boljši, če bi bil boljši, bi morda rezultat bil bolj tesen ali pa celo bi vladna stran uspela prepričati dovolj volivcev, da bi vendarle zmagala. Je pa res, da referendum, ki poteka tako blizu volitev v takšni politični klimi, kot je pri nas, z tako visokim nezadovoljstvom s trenutno vlado in parlamentom, je precej težek izziv za katerokoli vladajočo koalicijo. Torej menite, da se bo rezultat preslikal na volitve? V enem delu gotovo, bo pa tu popolnoma drugačno vprašanje, ne. Tukaj smo glasovali o konkretnem zakonu, morda smo se odločali tudi, ali pa opredeljevali tudi o vladi ali proti vladi, tukaj bo pa vendarle treba se opredeliti za konkretno politično stranko ali pa celo konkretnega kandidata. To pa je mnogo drugačen cirkus, kot je bil tale nedavni. Imamo poplavo podcastov, imamo poplavo mnenj, različnih mnenjskih komentatorjev. Marsikdo je rekel, da je ta rezultat pokazal, ne, da
smo v Sloveniji bolj naklonjeni desnici, kot se vedno potem pokaže na parlamentarnih volitvah, to pa zato, ker se na tem referendumu ni odločalo o Janezu Janši. Vi v to teorijo verjamete? Jaz bi bil tu mal zadržan, vendarle ni šlo toliko za odločanje o desnici ali pa o levici ali pa o ideoloških vprašanjih, kot je šlo za moment, priložnost za volivca, da se vendarle na nek način da ven svoj gnev ali pa nezadovoljstvo za trenutno vlado, bodisi zaradi vprašanja davkov, bodisi zaradi dolgotrajne oskrbe, bodisi zaradi javnomnenjskih nastopov, ki niso najbolj posrečeni. Zaradi plejade razlogov je bila tu priložnost, da volilec odide na volišče in odda glas proti vladi, magar proti zakonu, ki ga je pač vlada oziroma vladna koalicija zagovarjala. Je pa res, da bomo videli, ne? Čez 3 mesece bomo se vendarle morali opredeliti za precej bolj konkretna vprašanja, za konkretno stranko in manj za program, pa morda bolj za tiste temeljne točke, ki bo jih posameznik ali pa posamezna stranka obljubila, da bo jih uresničila v prihodnem mandatu, in tukaj se bodo lomila kopja. Ne? Gre pa za vprašanje, katere bodo tiste teme, ki bodo tekom predvolilne kampanje v ospredju. Ne vemo, da načeloma pride v ospredje 3 ali pa 4 teme, ki so potem tiste alfa, temeljne teme volilne kampanje. Ne? Na nek način se je pričakovalo, da bomo eno od temeljnih tem imeli odnos do Palestine oziroma palestinskega vprašanja in Izraela. To je morda malo pa se zdaj, malo pa se zdaj, ja, malo to šlo mimo, ne? Na nek način najbrž je manj verjetno tudi, da bo na to mesto prišla kakšna Ukrajina, torej bolj verjetno, da se bomo pogovarjali o nekaterih notranje političnih vprašanjih, o zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, to pa vendarle... Zeleni prehod. Ja, zeleni prehod niso teme, ki bi najbrž navduševale prav veliko ljudi v trenutni vladajoči koaliciji, da bi jih radi imeli v predvolilni kampanji, ne? Bomo pa videli. Omenjate torej program, ključne točke, o katerih ne bi se pogovarjali. Je slovenska demokracija, naša družba že zrela za to, ali bo referendum spet ja ali ne z Janšo? Ja, jaz upam, da ne bomo spet ponovno glasovali na volitvah, ne vem kokič, že zapored, ne, o tem, ali smo za ali nismo za Janšo, ne. Morda bi bilo treba pri vsakem posamezniku vendar narediti ta premislek, ne, zakaj grem na volitve. Zdi se, da ta karta Janša ni več tako močna. Ja, seveda, ko je Janša v opoziciji, je ta karta vedno manj močna, ne. Ta karta je najmočnejša takrat, ko se volitve zgodijo po obdobju desno-sredinske vlade, ki jo vodi Janez Janša. In ko so težki časi. Težki časi so bili leta 2014, ne? Takrat je Janša tudi vodil vlado. 12 do 14. Ne? Potem težki časi so bili v covidnem obdobju, pa je spet Janša vodil vlado, ne? In težki časi so bili tudi, ko je vodil prvo vlado, ki je vzdržala cel mandat, zaradi tega že dejstva, ker je pač vlada vzdržala cel mandat, so bili težki časi. Ne? In takrat je bilo lažje na nek način zmotivirati levo sredinsko volilno telo in zelo levo volilno telo, da so se premaknili in šli na volišča in oddali svoj glas. Ne? Tokrat bo to malo težje. Ne? Zdaj vendarle pač Janez Janša ni odločal o nobeni vladni politiki 4 leta. Ne? Zdaj bomo se opredeljevali, hočeš nočeš, o tem, kaj je trenutna vladna koalicija naredila v tem mandatu in kaj je obljubila, pa ni naredila, in kaj je naredila, pa sploh ni obljubila. No, to je vprašanje. A je možno, da se zgodi pa referendum ja, ne, Robert Golob? Ja, tudi v določenem delu se bo gotovo zgodil tudi na nek način opredeljevanje o tem, ali želimo še en mandat Roberta Goloba ali ne, in tu imamo nekatere igralce, ki so na nek način razmišljali v tem perspektivi, ne, da bi morda ponudili sebe namesto te možnosti nadaljevanja mandata Roberta Goloba. Ne. Mislim seveda na kolego z fakultete Vladimira Prebiliča, ki je na nek način se ponudil, da morda lahko on nadomesti Roberta Goloba in vodi naslednjo levo-sredinsko koalicijo. Ne. Morda tudi v luči tega, ker bo Robert Golob morda šel vendarle proti koncu postopku na KPK in ga bo tam zadela kakšna odločba KPK, to še se vedno lahko zgodi, ne, pred volitvami, ni zelo verjetno.
lahko se pa zgodi. Lahko, da bomo seveda se v delu volilnega telesa opazovali tudi opredeljevanje za ali proti Robertu Golobu, ali še želimo 4 leta, morda ne Golobove vlade, ampak prav Roberta Goloba kot predsednika vlade, ali bi raje nekoga drugega, ki bi vodil levo-sredinsko vlado. Ja, omenili ste to preiskavo famozno, ki zdaj stoji, ne? Smo demokratična družba, če lahko predsednik vlade s pozicije moči preko odvetnika doseže s tožbo, da se preiskava zoper njega ustavi. Kaj pravzaprav to pomeni za našo demokracijo in za vlogo KPK-ja v družbi? To pomeni, da je predsednik vlade se zelo dobro znašel in si najel zelo dobrega odvetnika, ki je izkoristil vse mogoče pravne možnosti in vsaj toliko, da bo morda zamaknil odločitev KPK-ja za čas po volitvah. Vemo, da čakamo odločitev zdaj upravnega sodišča. Ta odločitev lahko pride prihodnji teden ali pa čez 3 mesece. In če bo prišla čez 3 mesece, bo prepozno, da bi KPK odločil. Vemo tudi, da bo KPK doživel kadrovsko prenovo, zelo kmalu, da trenutna sestava na nek način odhaja, prihaja nova sestava Komisije za preprečevanje korupcije in v tej luči bi seveda bilo možno, da bi še odhajajoča sestava tokrat brez pritiska to zadevo zaključila. Vprašanje pa je, če bo imela to možnost in če bo upravno sodišče vendarle dovolj hitro. Če se malce pošalim, se že kar veselim naslednje kariere. Mi novinarji smo sposobni marsikaj se zaposliti na Fursu, na KPK-ju. Kako ste vi videli to kadrovsko potezo? Ja, jaz sem bil do teh kadrovskih potez kritičen, ne samo do te kadrovske poteze, ampak do podobnih kadrovskih potez precej kritičen. Problematično je, če se na osrednji instituciji za boj proti korupciji in za preprečevanje korupcije zaposlijo osebe, za katere se a priori že dolga leta ve, da so zelo jasno politično opredeljene in te politične opredelitve niti niso skrivale. Potem se zelo hitro pridemo do tega vprašanja, ali je ta oseba sposobna presoje mimo teh svojih lastnih političnih prepričanj, oziroma ali je sposobna te lastna politična prepričanja na nek način postaviti na stranski tir in vendarle objektivno presoditi. Posamezne primere v preteklosti se je pokazalo, da je odgovor seveda jasen ne, in da so takšna imenovanja problematična. Pojavi se pa tudi vprašanje, ali je profil novinarja v resnici tisti, ki ima vsa potrebna znanja in strokovnost za vodenje institucije, kot je KPK. Predsednica pravi, da ja, ne? Ja, predsednica pravi, da ja. Tukaj bom vsaj si dovolil biti malo skeptičen. Čisto hipotetično, Aleš Kocjan, o njem govoriva, dolgoletni novinar Radia Slovenija, v prvi bojni liniji v času kampanje za novelo zakona o RTV, ko so se novinarji pravzaprav javno profilirali. Je torej navijal za Golobovo novelo zakona? To je dejstvo. Javno je o tem govoril. Bi se moral torej, ko je na mizi odločanje o Golobu, izločiti ali ne? Ja, to je bolj vprašanje. Je to konflikt interesov? Najbrž, ne vem, če je čist neposredni konflikt interesov, gotovo pa se pojavi vprašanje ali pa vsaj dvom o objektivnosti tega postopka, o integriteti. In tukaj na tej točki je to dovolj na KPK, da zadeva pade. Tukaj se mi pojavlja eno drugo vprašanje, vendarle manj se mi zdi, da je primerno presojati konkretno osebo skozi eno samo dejanje, torej opredelitev za ali proti nekemu zakonu, ampak je treba presojati neko celostno kariero. Konkretna oseba, ki ste omenili, vendarle že dolga leta skupaj z kolegico dela podcast, ki je potom temu najnemu. Na tisti podcast nikoli ni vabljen nihče, ki ima kakršnokoli drugačno politično mnenje kot zelo jasno levo, sredinsko ali pa zelo močno levo. To meni pove, da pač tukaj gre za jasno politično opredelitev, ki ne dopušča tudi nobenega drugega, ne želi tudi slišati nobenega drugega mnenja. In tukaj se meni pojavlja dvom, ali je takšna oseba najbolj primerna za vodenje ravno takšne institucije, ki pa potrebuješ neko zelo trdno integriteto, ker to je edino, kar imaš. Zdaj, mogoče samo še tole, ko sva se prej pogovarjali o referendumu, zdaj napovedujejo predlagatelji zakona pritožbo na Vrhovno sodišče. DVK se je izrekel za nepristojnega, ampak
se lahko takšna poteza sploh splača predlagateljem zakona, ko je ljudstvo jasno izrazilo neko voljo? Politično gledano gotovo ne. Torej, sporočilo to vrstne akcije je lahko samo poraz za tiste, ki bi politično to vrstno akcijo podpirali. Tako da jaz bi toplo svetoval društvo Srebrna nit, naj se te politične akcije ne gredo, ker bodo tiste, s katerimi so skupaj stali v podporo zakonu, tistim bodo naredili politično škodo, ki je najbrž ne potrebujejo v resnici v času pred volitvami, ker pač izgledajo zgolj kot slabi poraženci in nič drugega. Je pa seveda zdaj vprašanje, koliko ima smisel takšna politična akcija in ali je ta politična akcija vodena izključno iz društva, ki je predlagalo in spisalo zakon, ali pa vendarle so neki politični interesi tudi od zadaj in vprašanje tudi, kaj bo naredilo Vrhovno sodišče, če bo spet kaj naredilo pravočasno pred volitvami, ali se bo pa tudi ta odločitev premaknila v čas, ko nobenega več ne bo zanimala za 15. ali pa 22. marcem. Golobova vlada bo šla v zgodovino. Prva Golobova vlada, če bo edina pa Golobova vlada, kot vlada z eno najbolj udobnih večin v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije. V letu 2025 je odmevala zlasti njihova vojna proti zdravnikom, uveljavitev novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo šele s 1. majem prihodnjega leta dejansko popolnoma razmejila javno in zasebno zdravstvo. Odhodi zdravnikov se dogajajo, zdravniki napovedujejo, maja nas čaka popoln kolaps. Se kaj lahko zgodi, da bo naslednja vlada podedovala eno veliko krizo v zdravstvenem sistemu. Po drugi strani, ko govoriva o Golobovi vladi, imamo uvedeno dolgotrajno oskrbo, davek, ki se pobira od julija. Zdaj se mislim, da nekaj dogaja, ampak ni to, kar je minister Maljevac obljubljal s 1. decembrom. Imamo Šutarjev zakon, nimamo pa Šutarjevega morilca. Ko zapakirava to leto 2025, je bilo kakorkoli pozitivno za vlado Roberta Goloba, imajo kaj za pokazati? Ja, če greva po teh področjih, ki ste jih izpostavili, drži, da bo se polni efekt ali pa učinki zdravstvene reforme pokazali šele v času po volitvah in lahko se zgodi, da bo druga Golobova vlada, če bo do nje prišla, ali pa katerakoli druga vlada, soočena dosti hitro znotraj tistih 100 dni miru, ki bi jih naj imela z največjo zdravstveno krizo doslej v Sloveniji. Vidimo že, da se dogajajo tudi neke manjše spremembe zakonodaje z interventnimi zakoni, kjer se izvzema to ali ono kategorijo. Iz tega zakona se mi zdi, da bo precej več teh interventnih zakonov še potrebnih ali pa kar prenov tega temeljnega zakona in lahko, da bo to prva vlada, ki v resnici ne bo imela tega užitka 100 dni miru, ki ne bo imela nič miru. Pravzaprav in bo takoj tudi tretja Janševa ni imela. Ja, seveda. Tako da na nek način lahko, da se bo takoj morala soočiti z resno krizo. Pri dolgotrajni oskrbi tega strahu ni, da bi bila taka, tu se bolj počasi stvari dogajajo, pa zelo počasi. Pred dnevi smo lahko brali, da imamo v državi celi 2 osebi, ki trenutno uživata storitev oskrbe na domu, kar je pravzaprav bila temeljna ideja celotne reforme ali pa novega prispevka. Ker prej domsko oskrbo smo konec koncev že imeli, tudi prej. Zdaj tu se stvari dosti počasi premikajo. Najbrž to ni tisto, kar je bilo obljubljeno. Celoten sistem, podporni sistem, informacijski sistem še vedno pravzaprav ne deluje. Trenutno so centri za socialno delo in domovi sami precej obremenjeni za celotno zadevo in slišimo, da bi reševanje vseh teh odločb trajalo najbrž meseca, če ne leta. Tako da zdi se, da tudi ta reforma ni bila najbolj posrečena, oziroma je bila prepuščena stranki, ki na nek način nima tega strokovnega znanja ali pa upravljalske sposobnosti, da bi lahko takšno stvar sprocesirala. Tretja stvar pa je bila Šutarjev zakon. Šutarjev zakon. Ja, tukaj bi pa jaz bil malo previden. In morilec je bil zdaj, oziroma morilec je na prostosti, to vemo, ker nihče ni priprt. Ja, to vemo, ja. Ja. Če nihče ni priprt, je morilec gotovo na prostosti. Zdaj, tu bi jaz vendarle še
pustil nekaj časa državnim organom, da pripeljejo zadeve do konca, morda pa vendarle se zadeva uspešno zaključi, je pa seveda se povprečen državljan lahko vpraša nekako v lokalu, kjer je bilo 20 plus očividcev zadeve, dosti hitre zgodbe policija in pa potem tožilstvo nista sposobna zaključiti in kje je ta nesrečno obdukcijsko poročilo. Danes sem prebral nekje, da je najavljeno za prvo polovico januarja šele, torej stvari grejo relativno počasi, ampak počakajmo, vendarle še imam nekaj upanja, da se ta stvar, da državni organi opravijo vendarle svoje delo in da država še ni tako daleč v razkroju, da tudi te stvari ne bi bila sposobna. Zakaj mislite, da kljub 2 porazoma na referendumu, vztrajnem padcu podpore v javnomnenjskih anketah, rezultatih, ki so zelo težko prejemljivi Golobove vlade, vendarle ohranja Svoboda in Robert Golob tisto osrednjo vlogo na levem polu, se pravi prve izbire, vsaj tako se zdi. Nihče ga ni izpodrinil, poskušal je Vladimir Prebilič, ampak to ni to. Ja, prvič zato, ker Svoboda pravzaprav nima konkurence na svoji polovici političnega prostora, torej levo od sredine, zato so na nek način tudi sami poskrbeli, imeli so zelo prijaznega koalicijskega partnerja v Levici, ki je posodila tudi svoj program, pa velik del svojega programa in ki nikoli na nek način ni skrivala svoje lojalnosti do Gibanja Svoboda in imeli so nekoliko manj prijaznega koalicijskega partnerja v SD, ki pa je potem dobil hitro serviranih nekaj afer skozi medije, na katere ima vpliv največja koalicijska stranka in na ta način je Golob uspel ohraniti situacijo, oziroma vzpostaviti situacijo, ker je on še vedno on glavni hegemon levo od politične sredine. Na nek način je izsesal ves kisik komorkoli drugemu, vidimo, da se je tudi Vlado Prebilič, ko je stopil v ta prostor, pravzaprav zadušil, ker ni bilo nobenega kisika, ki bi ga lahko vdihnil. In nihče ni uspel in tudi nihče ne bo uspel do volitev izzvati Goloba kot hegemona na levo od sredine. Torej izbira za levo sredinskega volivca je zelo preprosta, pravzaprav ali podpreti Gibanje Svoboda, konkretno Roberta Goloba, ali pa biti toliko razočaran in ostati tokrat doma. Podobna situacija je tudi na drugi strani političnega prostora, so malo manj intenzivna. In drugi razlog, ki bi ga veljalo izpostaviti, so pa mediji. Vendarle Robert Golob bil pri tem mnogo bolj uspešen kot pred njim Janez Janša. Janši se je precej očitalo, da si poskuša podrediti medije, bil pa je blazno neuspešen, v resnici potem nisi podredil nobenega medija. Robert Golob pa si je bil dosti uspešen in si je podredil preko novega zakona o RTV, javno RTV. Za katerega sicer ne vemo, je sploh ustaven še kar? Ja, bomo videli, najbrž pa tudi ne do volitev. Torej preko spremembe zakonodaje si je na nek način uspel podrediti javno RTV, ki ima relativno malo gledanost, pa tudi vedno manj na nek način prostora za kakršnekoli drugačne politične poglede. Tarča sicer je lansirala kar nekaj njegovih afer. Tako je pa najbrž edina na javni RTV. In zdaj na udaru, kako ste to videli? Ja, potem imamo še Siola, ki je precej pod vplivom Gibanja Svoboda, portal Necenzurirano, ki tako na nek način podaljšana roka Gibanja Svoboda, in pa Review Reporter. Torej imamo kar nekaj medijev, kjer se lahko lansirajo različne zgodbe ali pa tudi zgodbe o tem, kako uspešna je bila ta vlada, kaj vse je naredila. Torej mediji so pomemben element tega hegemonije Roberta Goloba, ki jo je vzpostavil na levi sredini. Brez tega bi bilo mnogo težje. Vidimo pa, da je to način, ki je bil relativno pravzaprav uspešen. Ta del mu je uspel, ne osebno, obdal se je na nek način s pravimi svetovalci, ki so potem tudi uspeli na nek način, bom rekel, te medije na nek način potisniti v naročje trenutne koalicije in Gibanja Svoboda, ampak kot ste omenili, lahko nad nekaterimi temi zadevami visi senca dvoma, lahko bomo soočeni z
morebitno odločbo Ustavnega sodišča, da je zakon o RTV neustavna, ne. Lahko pa bo se vse skupaj prelilo v čas po volitvah in ko nikogar zadeva več spet ne bo zanimalo, lahko bo pa takrat nova koalicija seveda sprejela spet nek drug svoj zakon o RTV in bo to stvar postala pase. Ampak ostre puščice so usmerjene v oddajo Tarča na RTV Slovenija neposredno iz kabineta predsednika vlade preko njegovih medijev, kot je necenzurirano, vse od takrat, ko odvetnik predsednika vlade gospod Zdolšek ni želel dati izjave za novinarko Tarče, ki je želela seveda tudi sama nekaj vprašati. Od takrat naprej se v bistvu vrstijo pritiski, celo poskus spreminjanja v programsko-produkcijskem načrtu za leto 2026, ne, v samem statutu RTV oziroma na samem programskem svetu RTV, kaj naj bi Tarča predstavljala. Je to povezano s pritiski neposredno iz kabineta predsednika vlade, po vaše? Gre tukaj za to? To jaz ne vem, ne. To je zelo težko reči. Indici gotovo za to obstajajo. Tarča je vendarle najbolj gledana oddaja v informativnem programu javne RTV, daleč najbolj gledana oddaja v informativnem programu javne RTV in Tarča pravzaprav ne počne nič drugega, kot je vedno počela. Če se spomnimo, tudi v času tretje vlade Janeza Janše je počela pravzaprav. Afera maske. Je počela pravzaprav isto, ne. Tukaj jim je treba priznati, da počnejo ves čas na nek način isto, pač so kritični do vsakokratne oblasti, kolikor je tej oblasti to všeč, seveda jim ni zelo všeč, ne. Ampak Tarča svojega načina dela in pristopa k obravnavi posameznih problematik ali pa posameznih afer ni spremenila, ne. Erika Nidaršič ni začela novembra 2025 ljudem skakati v besedo, ne. Na nek način to je način dela, oziroma način pristop k ustvarjanju oddaje, ki je že skozi, ne, ki je že leta in leta poznan, ne, ampak zdaj je začel nekatere šele motiti. Ljerko Bizilj. Ja, zdaj je začel šele nekatere motiti, ne, tako da ne vem, če bodo to oddajo ukinili, bodo seveda zabili na nek način en močen žebelj v lastno krsto, ne. Težko je verjeti, da je to najboljša na nek način odločitev za javno RTV, če ukinja najbolj gledane oddaje, pa tudi ne vem, če bo ta poteza predsedniku vlade zelo, zelo koristila, pač sloves politika, ki ne prenese nobene kritike in gre tako daleč, da preko svojega vpliva uspe doseči ukinitev konkretne oddaje in na nek način vrže na cesto skupino novinarjev, je pač sloves, ki si ga ne želiš, zlasti v obdobju predvolilne kampanje. Je pa to sloves, ki ga pripisuješ političnemu nasprotniku, ki pa tega nikoli ni uspel doseči. In ob obljubah, kako bo delal drugače, Robert Golob je evidentno požrl svojo besedo. Zdaj zanima me, a menite, ne, da bo kljub temu ta velik bazen levosredinskih volivcev soočen z dejstvom, da je Svoboda najmočnejša stranka na levem polu, na koncu znova primorana v bistvu se fokusirati na to stranko, se zbrati z glasovi okrog Svobode, ali pričakujete bolj razpršeno glasovanje na levem polu? Ja, to je zdaj dilema za levosredinskega volivca, ne. Torej, vemo, kar do zdaj vemo, je gotovo to, da 400,000 volivcev, ki so aprila 2022 glasovali za Svobodo, več ne bo glasovala za Svobodo. Mnogi od teh volivcev so na nek način razočarani, so se premaknili med neopredeljene. Mnogo jih sploh prišlo verjetno ne bo. Mnogi ne bodo niti prišli na volišča. Trenutno ima Svoboda, lahko računa najbrž realno, tam med 10 in 15% volilne podpore, bliže 10 v anketah, ki niso javno objavljene. Ankete kažejo, ne, v bistvu relativno bližino do SDS-a. No, 3% točke razlike. Ankete, ki so objavljene, kažejo relativno majhno razliko, ne, tiste, ki pa jih politične stranke same delajo, pa kažejo malo večjo razliko do SDS-a. Torej podpora Svobodi ni prav velika v tem trenutku in najbrž obsega tam nekje realno okoli do 200,000 glasov, več pa ne, torej uspeli so izgubiti polovico volilne podpore. Zdaj vprašanje je, kaj bo naredilo teh preostalih 200,000 nezadovoljnih volivcev, ki ne bodo več glasovali za Svobodo, ali se bodo na nek način ugriznili v jezik in pač na nek način glasovali za Svobodo, samo da ne bo zmagal nekdo
drug, z druge strani političnega prostora in da ne bomo gledali še 4. vlade Janeza Janše, to bi lahko bil pomemben motivator, ali pa bodo oddali svoj glas kateri od alternativnih strank na levi politični sredini, morda SD o Levici, morda pa kateremu od novih ponudnikov, gospod Prebilič je tukaj, ne? Karl Erjavec se ne nazadnje pojavlja, gospod Kordiš ustanavlja svojo, oziroma že ustanovil svojo stranko, Mi socialisti, ne? Torej, ponudbe je nekaj, je pa dejstvo, da za kogarkoli se odločijo glasovati, je jasno, da to ne bo zmagovita stranka, najbrž tu je treba biti zelo jasen, ne? Svoboda bo tista stranka, ki bo na levi sredini pobrala največji delež glasov, vkolikor se do volitev ne zgodi res nekaj močnega. Ne? Ja, no in zdaj vprašanje, kje se je izgubila ta podpora Vladimirju Prebiliču. A ste vi videli izjavo Milana Kučana, mislim, da je dal za časopis Dnevnik kot dokaz, kako še vedno v bistvu soodloča o povezovanjih na levi. Svetoval je povezovanje SD Prerod, do katerega pa potem tik pred zdajci ni prišlo. Ne? Zakaj ne? Ja, Vladimir Prebilič je poskušal na nek način nagovoriti to nezadovoljno volilno telo, ki je na nek način se v teh 4 letih odvrnilo od Gibanja Svoboda, teh vsaj 200,000 volivcev, in večji del teh volivcev je poskušal pripeljati v svojo stranko kot alternativa Gibanju Svoboda, še zlasti alternativa Robertu Golobu osebno. Zdaj vidimo, da mu iz različnih razlogov to ni najbolje uspelo, tudi ta politična ozadja, pa tako javnomnenjska, kot tudi različni politični botri, pa tudi finančna ozadja ga na nek način niso prepoznala kot realno alternativo Robertu Golobu. Ena možnost, ki je ostala na mizi, je povezovanje z podobno mislečimi političnimi strankami. Zdi se, da je SD tista, ki je na nek način najbližje novo ustanovljeni stranki Prerod. Je pa res, da se je tu komunikacijsko stvar malo podrla, ne? SD je bil malo prehiter z obvestili o pogovorih, ni še bilo dogovora, bili so pogovori in je dal to v javnost, potem pa je na drugi strani bila zelo hitra in morda zelo prehitra reakcija in umik gospoda Prebiliča. Meni se ta ideja ne zdi tako slaba, ne? Povezovanja SD-ja in Preroda, vkolikor bi tu šlo za izgradnjo neke resne alternative Gibanju Svoboda in ponudbe levosredinskemu volivcu, gledajte, tu ni nujno, da glasujete za Roberta Goloba in Gibanje Svoboda, imate še vsaj eno realno možnost, kam lahko date svoj glas in bo morda ta glas lahko celo zmagovit. Ja, ampak argument je bil, ne? Če smo alternativa tej vladi, ne? Potem se pač ne moramo ta hip pajdašiti, da tako rečem, stranko, ki je pomemben faktor te vlade. Ne? Ja, ta stranka bi morala potem tudi opraviti svojo domačo nalogo, morda je že malo pozno za to, ne? In biti malo bolj kritična, tudi samo kritična konec koncev do svoje vloge v tej koaliciji in pa tudi kritična do ostalih 2 koalicijskih partnerjev. Tega ne vidimo pravzaprav. Ne? SD je bila bolj ali manj skozi zelo lojalen koalicijski partner. Tudi takrat, ko je gospod Han si drznil malo pokritizirati ravnanja vladajoče stranke in pa predsednika vlade, vidimo, da so poslanci potem glasovali popolnoma drugače. Ne? Torej, jaz prav neke alternative v SD-ju pravzaprav nisem videl. Lahko bi se pa dogovorili z gospodem Prebiličem za drugačen pristop od te točke naprej, ne? Vidimo pa, da najbrž to ne bo uspelo, kljub temu, da bi nekateri botri to radi videli in podprli. Skratka, rekli so ne, tako so se potem izrazili volilnim manipulacijam, ne, češ povezovanjem, združevanjem, prav je, da se stehtamo sami. A lahko do neke mere vseeno pričakujemo še razna povezovanja pred volitvami. Zdaj videli smo napoved skupnega nastopa Nove Slovenije, Fokusa, SLS-a, na levi strani Vesna, Levica. Lahko pričakujemo še kaj? Ja, zdaj je malo pozno, ne? Do volitev je vendarle še 3 mesece, niso še sicer razpisane, bodo pa vsak trenutek. In 3 mesece pred volitvami je precej pozno za politična povezovanja. Zdi se, da vidimo več političnega povezovanja in dogovarjanja na desni sredini.
tokrat na levi sredini pravzaprav trenutno samo Levica in pa stranka Vesna. Vprašanje, če bomo lahko videli še kaj političnega povezovanja, zdi se pač, da je glavna ponudba v tej zgodbi v resnici Nova Slovenija, skupaj še z dvema strankama, vkolikor se bodo seveda uspeli dogovoriti tisto, kar je najtežje, to pa je razdelitev volilnih okrajev, potem bo seveda volilec SLS-a, volilec Fokusa in tudi konec koncev Nove Slovenije natančno vedel, da njegov glas ne bo šel nič, ker takšna skupna lista najbrž cilja bolj proti dvoštevilčnemu rezultatu kot proti parlamentarnemu pragu. Vladimir Prebilič je potem sicer po zavrnitvi, potem ko je dal košarico SD, povabil politične voditelje leve opcije na prijateljsko kavo, tako se je izrazil. Mi smo potem že naslednji dan slišali sekretarja Gibanja Svoboda, gospoda Graha, povedati na komercialni televiziji, da si ne predstavlja, da bi šel predsednik vlade na kavo s človekom, ki ga je kritiziral na takšen način in tudi pač javno povedal, da z njim vlado ne bo šel, če KPK ugotovi kršitev integritete. Ljubezni na levi sredini očitno ni ta hip nobene, vsaj tako se zdi. Ja, ljubezni gotovo ni nobene. Vemo, da je predsednik vlade precej občutljiv na kritiko. Profesionalni politiki bi načeloma morali biti sposobni požreti tudi mnogo hujšo kritiko od teh, ki jih je izrekel gospod Prebilič in pač se pogovarjati z komerkoli. Žal Robert Golob ni takšne vrste politik. Mislim pa, da se bo to vse spremenilo naslednjo minuto po tem, ko se bodo volišča zaprla, vkolikor bo volilni rezultat kazal na to, da je za naslednjo levo-sredinsko koalicijo potrebna stranka Prerod in da je potreben gospod Prebilič, potem bo takšna kava pa še mnogo kaj hujšega najmanjši problem, in se bodo z veseljem pogovarjali. Torej ne z Golobom, to bo pozabljeno. Seveda, to bo v trenutku pozabljeno, če pač bodo ti glasovi, pa ti poslanci, ki jih bo dobil Prerod, če jih bo dobil, tisti, ki bodo potrebni do parlamentarne večine, bo seveda vsaka zamera takoj pozabljena. Kaj pa na drugi strani, ne brez stranke z leve, pravi Anže Logar, če bi se sešla desno-sredinska vlada, bi tudi on pozabil na to obljubo? Ja, tudi on bi pozabil na to obljubo, kolikor bi situacija bila takšna. To je vse odvisno od volilnega rezultata. Gospod Logar je napovedal, da si želi politično mešane, pa raznobarvne koalicije, neke so želje, neke pa je politična realnost. Te stranke z leve pravijo z Janšo ne? Ja, tudi če bo situacija takšna, da bodo poslanci gospoda Logarja tisti, ki bodo manjkali do parlamentarne večine, potencialne desno-sredinske koalicije, pa ne bo v takšni koaliciji nobene levo-sredinske stranke, težko vidim, da bo gospod Logar tisti, ki bo rekel, ne, bomo ostal načelni in ne bomo šli, ker bi to lahko povzročilo ponavljanje volitev, ponovne volitve. Vemo pa, da so na takšnih ponovnih volitvah, ki sledijo kmalu, kaznovani ravno tisti, ki so povzročili predčasne volitve. Po mojih zanesljivih informacijah je nedolgo nazaj Zdravko Počivalšek znotraj neke zaprte družbe dejal, meni so kupili 7 od 10 poslancev. Bi se lahko Logarju zgodilo kaj podobnega, če bi hotel desno-sredinsko vlado, glede na razpršenost njegove stranke? Ja, videli smo v slovenski politični zgodovini, da se so zgodili poslanski pristopi tudi zelo kmalu po volitvah in tudi zelo odločilni. Najbolj leta 1996, ko je Ciril Pucko na nek način pristopil in omogočil nastanek takratne Drnovškove vlade in kasneje velike koalicije z Slovensko ljudsko stranko. Torej ni nemogoče, da poslanci zelo kmalu po volitvah zamenjajo politični tabor, je pa to vedno manj verjetno, ker so stranke vendarle postale veliko boljše v tem, da preverijo vsakega posameznega kandidata in na nek način so takšna presenečenja manj verjetna. Stranke se potrudijo, da ne bi predlagale kandidatov, katerih morebiti ne bi vedeli dovolj. Ampak ste sami videli, tudi ko se stranka odloči s svojimi poslanci, kandidate za poslance, podpisati zavezo, da bodo vrnili mandat. Ko se zgodi ta ločitev, tega ne upošteva. Ja, seveda, poslanci prav dobro vedo, ko podpisujejo to vrstne zaveze, da so pravno gledano nične, ker ustava pač vsakemu poslancu garantira svobodni mandat. Tako da ni načina, da poslanca na nek način prisiliš v neko ravnanje, vkolikor želi, bo seveda pristopil z zavedanjem,
za njegovo nadaljno politično kariero to poteza, ki je lahko zelo tvegana. Zelo mogoče, da bi imeli viseči parlament. Te teorije obstajajo. Še ena je, da bo resnica morda odločala o naslednji sestavi državnega zbora. Resnica, za katero pa v bistvu težko karkoli že vnaprej povemo. Vemo, da se je Zoran Stabanović pred volitvami 2022 javno zavezal, da z Janšo ne gre v vlado, celo overil je ta podpis. Ja, na Facebooku. Ja. Jaz mislim, da ta drugi scenarij je veliko bolj verjeten, torej, da bo resnica tista, ki bo morebiti prebila parlamentarni prag in da bi lahko bila odločilna politična stranka pri ustvarjanju ali pa pri oblikovanju nove vladne koalicije. Gospod Stevanović je na nek način ponovno zelo jasno povedal, da z gospodom Janšo ne bo šel v koalicijo, torej na nek način je zavrnil možnost desnosredinske koalicije, ni pa zavrnil možnost levosredinske koalicije. Je pa seveda cena levosredinske koalicije, ki bo ta morala plačati za to, da bo resnico vzela v koalicijo, precej visoka. Stabilnost takšne koalicije ne bi bila zelo močna. Stranka Resnica ima pač svoje neke posebnosti, zakonitosti in bi bila zelo neprijeten, mislim, da je bila zelo neprijeten koalicijski partner in vprašanje, če bi takšna koalicija lahko preživela cel mandat. Bile so ideje v tretjem stebru. Zdi se, da tam na sredini ostaja Logar relativno osamljen. Te možnosti ni. Ali bo Janša vlada ali pa Golobova vlada. Tako se zdi ta hip. Ja, tako se zdi ta hip. Te ideje so pravzaprav na nek način že stare. Ideja je bila, da bi se povezale vse tiste stranke, ki so relativno blizu politični sredini, ne z desne, gospod Logar, Nova Slovenija, z leve, morda SD, gospod Prebilič. Morda je to tudi ideja, ki nujno ne bi rezultirala takojšnji vladi, sredinski vladi. Morda je to ideja, ki bi bila prva stopnica k naslednjim parlamentarnim volitvam in bi na naslednjih parlamentarnih volitvah ta zgodba se lahko potem dokončno sestavila. Zdaj vidimo, da je najbrž to manj verjetno. Te stranke bi skupaj težko zbrale potrebnih 46 glasov, morale bi se zavezati k sodelovanju na dolgi rok v okolju, ki sodelovanju ni blazno naklonjeno, v okolju, ki bolj stavi na zelo močno polarizacijo obeh polov, kot pa na sodelovanje. Tako da mislim, da je to ideja, ki bomo jo dali v predal za boljše čase. Ja, pa Golobova vlada z najmanjšo stranko Levica, ki je v največji meri udejanila svojo ideologijo, je sploh lahko kako drugače, kot pa da smo še bolj polarizirani po tej Golobovi vladi. Ja, mislim, da smo trenutno v najbolj polariziranem položaju v kratki slovenski politični zgodovini. Še nikoli nismo videli takšne stopnje politične polarizacije, kot smo v tem mandatu. V vseh prejšnjih mandatih so sicer bila ta nasprotja obeh in bitke med obema poloma, vendarle smo pa videli tudi neke stopnje sodelovanja pri najbolj ključnih. Je pa to nek globalni trend, se zdi, ne? Je tudi globalni trend, ja, podobne pojave lahko vidimo v mnogih drugih evropskih državah, tudi v Združenih državah Amerike, ne nazadnje. Je pa to relativno slabo, ker volivca na nek način silimo v tri izbire, torej ali izbereš ključno osebo na levi sredini, ključno osebo na desni sredini ali pa ostani doma, to je pa tretja izbira, ki jo imaš. Tisto ni pa alternativnih ponudb in potem se tudi pogovarjamo o javnopolitičnih zgodbah. Ja, ne, belo, črno, nič ni, nobene sivine ni vmes, bi pa včasih bila zelo nujno potrebna tudi malo sivine ali pa malo barv v teh političnih zgodbah. Profesor dr. Miro Haček, pravite, začelo se bo že takoj po novem letu, 5. januarja, zato vam lahko samo še voščim mirne praznike in hvala, ker ste prišli v studio Domovine. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. To je bila Vroča tema. Slišimo in vidimo se prihodnji teden.